Priča smo največjemu nategu v zgodovini tehnologije. Žetoni umetne inteligence naj bi postajali cenejši zaradi tehnoloških prebojev in večje učinkovitosti. Toda od marca 2026 OpenAI izgublja približno $1,22 za vsak zaslužen dolar prihodka. Tvegani kapital umetno ohranja nizke cene, medtem ko se podjetja navadijo na API. Končni razplet je brutalen. Ali propadajo zagonska podjetja z umetno inteligenco, ali pa vi. Notranji zapisi, ki so v začetku leta 2026 pricurljali v javnost, kažejo, da je OpenAI v težavah. Podjetje porabi veliko več, kot zasluži. Poraba gotovine za leto 2026 znaša nekje med 17 in 25 milijard dolarjev v gotovini. Medtem prihodki znašajo med 13 in 20 milijardami dolarjev. OpenAI pa izgublja denar pri vsakem zasluženem dolarju. Izgube niso enkratne. Po lastnih napovedih podjetja bodo izgube do leta 2029 znašale okoli 115 milijard dolarjev. Dobička ni pričakovati vse do leta 2030. Ne moreš večno izgubljati denarja pri vsaki prodaji. Slej ko prej se mora nekaj spremeniti. Cene se zvišajo, ali pa se stroški zmanjšajo, ali pa podjetje propade. To ne velja samo za OpenAI. Y Combinator je pospeševalnik zagonskih podjetij, ki je pomagal zagnati podjetja kot so Airbnb, Stripe in Dropbox. Po večini ocen je bilo približno 58 do 67% njihove zimske skupine 2024 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Večina nima v lasti modela, ki ga prodajajo. Njihovo poslovanje temelji na tehnologiji nekoga drugega. V industriji jih imenujejo raperji. Njihove stroške določa tisti, ki je lastnik osnovnega modela. Celotno njihovo poslovanje je odvisno od tega, da te cene ostanejo nizke. Toda podjetja, ki določajo te cene, že zdaj poslujejo z izgubo. To pomeni, da današnje cene morda niso vzdržne. In za tisoče zagonskih podjetij na področju umetne inteligence je to problem. Meseci ali celo leta dela lahko izginejo v enem samem obračunskem obdobju. Ne zato, ker bi se izdelek poslabšal, ampak ker je dobavitelj spremenil številko na računu. Velik del industrije umetne inteligence je zgrajen na istih nekaj ponudnikih modelov. Ko torej en dobavitelj zviša cene, to občuti celotno področje. To ne bi bila počasna smrt, šlo bi za vprašanje tednov. Celoten razcvet umetne inteligence je bil zgrajen na tveganju. Danes izgubljaj denar, jutri zavladaj trgu. Predpostavka je bila, da bo obseg sčasoma popravil ekonomiko. Kaj pa, če je ne? Ta poslovni model ni nov, imenuje se prodaja z izgubo. Prodajaš pod ceno, privabljaš stranke in o dobičku razmišljaš kasneje. Cilj je postati nepogrešljiv in imeti bazo strank, ki je navezana na tvoj izdelek. V obdobju leta 2023 in 2024 so bili AI žetoni vredni le nekaj centov, precej manj, kot je bila njihova proizvodna cena. Za razvijalca je bila izbira jasna. Nič drugega se ni približalo ceni ali zmogljivosti, zato je ves svet gradil na teh modelih. Postali so privzeta izbira, tako kot sta bila predtem elektrika ali shranjevanje v oblaku. Toda najem inteligence je nekaj drugega. Vaše elektropodjetje ne more brati vašega števca, spoznavati vaših navad in vam jih nato prodajati nazaj. Ponudnik umetne inteligence, ki je pod vašim izdelkom, pa lahko stori prav to. Ko je bilo dovolj podjetij odvisnih, so se pogoji začeli zaostrovati. Podjetje je lahko mesece oblikovalo model na podlagi svojih zasebnih podatkov. Tako prilagojenega modela ni mogoče preprosto zapakirati in odnesti drugam. Pozivi in podatki so vsi na strežnikih, ki niso v lasti podjetja. Odhod pomeni, da je treba vse to razdreti. Pogodbe za umetno inteligenco so postale pogodbe, v katerih si talec. Ostati stane celo bogastvo, odhod stane še več. Ponudnik lahko pogoje spremeni skoraj kadarkoli želi. Ko OpenAI umakne model, se mora vsako podjetje, ki je zgrajeno na njem, prilagoditi. Koda, ki je delovala včeraj, bo morala biti jutri prepisana. Celotni izdelki se lahko znajdejo v tekmi s rokom za ukinitev podpore, ki ga niso nikoli izbrali sami. Medtem ko zagonska podjetja prevzemajo to tveganje, velikani umetne inteligence prevzemajo svoja lastna tveganja. Konec leta 2025 je OpenAI namenil približno 250 milijard dolarjev Microsoftovi oblačni infrastrukturi, nato pa je podpisal še drugo ogromno pogodbo z Amazonom, vredno več 10 milijard več. To ni podjetje, ki bi zapravljalo denar, ker je našlo dobičkonosen poslovni model. Denar porablja zato, ker potrebuje več računske moči, da lahko nadaljuje dirko v umetni inteligenci. Aprila 2026 sta Microsoft in OpenAI preoblikovala svoje partnerstva, nova pravila pa so OpenAI-ju dala proste roke. Njegova licenca z Microsoftom ni več ekskluzivna, zato lahko zdaj deluje na kateremkoli oblaku, ki ga želi. Skupaj z Broadcomom celo razvija svoj lasten čip. Nenadoma si je OpenAI pridobil več manevrskega prostora in s tem nadzor nad plastjo, od katere je zdaj vse odvisno.
Tovrstne primere smo že videli. Storitve prevozov prek aplikacij so ohranjale cene pod stroški, dokler subvencije niso izginile in so se cene zvišale. Pretočne storitve so naredile isto z vsebinami, vendar je umetni inteligenci še težje ubežati. Če je vožnja predraga, preprosto zamenjaš aplikacijo. Če se naročnina spremeni, jo prekličeš. Če pa je tvoj izdelek zgrajen na modelu, ne zamenjaš, ampak ga moraš ponovno zgraditi. Večina podjetij ne more dovolj hitro ponovno zgraditi svojih izdelkov, ker niso le gradila na sistemu, ampak so se vanj vgradila. Veliki sistemi umetne inteligence delujejo na fizični infrastrukturi s strogimi omejitvami moči. Učni grozd s približno 20.000 Nvidia H100 grafičnimi karticami porabi okoli 20 MW neprekinjeno. Manjši grozd z 10.000 čipi porabi nekje med 10 in 15 MW. Za primerjavo, to je dovolj energije, da bi napajali 15.000 povprečnih ameriških domov hkrati, podnevi in ponoči. In to je le en sam grozd. Največja podjetja uporabljajo več različic teh grozdov. Vsak odgovor, ki ga dobite iz enega od teh sistemov, porabi elektriko iz omrežja. Obenem to obrablja čipe, ki stanejo več $10.000 vsak in zastarajo v nekaj mesecih. 20.000 takih čipov lahko stane več kot $500 milijarde samo za strojno opremo. V trenutku, ko jih vklopijo, začnejo izgubljati vrednost. Inženirji so nekaj časa poskušali znižati stroške in nekaj časa je delovalo. Ampak ne moreš napisati kode, ki bi premagala zakone fizike. Elektrika stane. Čip se izrabi po svojem ritmu, ne glede na to, kako pametna je programska oprema okoli njega. Številke odražajo to kruto resničnost. Ti grozdi morajo delovati skoraj vsako uro, ker neaktiven čip pomeni izgubo. Tehnološka podjetja plačujejo vse višje račune za elektriko. Strojno opremo hitro odpišejo, ker naslednji čip naredi trenutno generacijo zastarelo. Če vse to primerjate s tem, kar ponudniki dejansko zaračunajo, zaračunani znesek niti približno ne pokrije stroškov. Nikoli ni bil namenjen temu. Nizka cena je bila vaba. Ta podjetja ne izgubljajo denarja po naključju. To počnejo namenoma. Denar vlagateljev je zapolnil vrzel med stroški in ceno. Toda ta vrzel se še naprej povečuje. Ta nizka cena je v resnici le iluzija. Denar lahko zniža ceno pod stroški, vendar račun za elektriko ostane enak. Ko zmanjka denarja vlagateljev, ostane le ena možnost. Cena, ki jo zaračunajo stranki, ki ne more zamenjati ponudnika. Zato podjetja za umetno inteligenco poskušajo skoraj vse, razen da bi zaračunala dejanske stroške. Obvodi in kupijo nekaj časa, vendar izkrivljajo trg. Ko podjetje za umetno inteligenco, ki razvija model, odloči, da ga bo prodajalo neposredno strankam, se učinki hitro pokažejo. Najbolj jasen primer je podjetje imenovano Jasper. Razvilo je orodje za pisanje z umetno inteligenco neposredno na modelih OpenAI in nekaj časa je bilo to uspešno podjetje. Prihodki so presegli $120 milijonov. Vlagatelji so podjetje ovrednotili na $500 milijardo. Več kot 100.000 strank pa se je prijavilo. Potem je prišel ChatGPT in bil je praktično zastonj. Opravil je veliko enakih nalog za delček cene. Rast podjetja Jasper se je nenadoma obrnila v nasprotno smer. Do leta 2025 so njegovi prihodki padli na približno $88 milijonov. Podjetje je preživelo, vendar tako, da se je močno usmerilo v korporativni marketing in našlo trdnejša tla. To je malo podobno stavbi, polni kuharjev. Vsak najame majhno kuhinjo v zgornjem nadstropju in kuha za svoje stranke. In potem nekega jutra lastnik stavbe odpre svojo lastno restauracijo v preddverju. To so iste jedi, vendar jih deli zastonj in uporablja iste recepte, ki se jih je naučil, tako da je opazoval svoje najemnike pri delu. Če je tvoja edina prednost dostop do modela, ki je v lasti nekoga drugega, v resnici nimaš nobene prednosti. Ne takrat, ko se lastnik modela odloči neposredno tekmovati. Ta poteza je znana kot Sherlocking. Izvira iz stare navade podjetja Apple, da je najboljše funkcije drugih aplikacij vključilo v svojo lastno programsko opremo. Ponudnik opazuje, kako ljudje uporabljajo orodja zgrajena na njem, nato pa poišče najbolj dragocene uporabe in jih vključi v svojo ponudbo. Prvotni ustvarjalec je hitro izrinjen in ostane brez posla. Startup leta izpopolnjuje svoje pozive in delovne procese. Kmalu se to delo pojavi znotraj platforme, brezplačno kopirano. Njegova prednost izhlapi, njegova moč določanja cen prav tako. Največje pogodbe pa iz nujnih postanejo le še možnost. In zato se je zanašanje na enega samega ponudnika povzpelo na seznam korporativnih strahov. Včasih je to izgledalo kot pametna in hitra izbira. Po Jasperju pa je to bolj podobno nabiti pištoli, ki leži na mizi. Toda če požreš lastne stranke, to še vedno ne uravnoteži bilance. Vse, kar pridobiš, je manjša skupina tekmecev. Zato ponudniki poskusijo nekaj drugega, potezo, ki sploh ne vpliva na podjetja na vrhu. Dotakne se samega izdelka. Na prvi pogled cene žetonov še naprej padajo, vsaka sporočilo za javnost pa to imenuje napredek. Toda pod temi objavami se morda dogaja nekaj stvarjo, za katero dejansko plačujete. Velik, pameten in drag model je mogoče razrečiti v manjšega in cenejšega. Krčenje modela je lahko pošten in koristen inženirski pristop.
Če je to narejeno samo za zaščito dobička, postane to zamenjava. In ima isto oznako, vendar je izdelek tanjši. Nova različica je prilagojena tako, da ostane dovolj dobra, da ne prekličete, hkrati pa je dovolj poceni, da prihrani bogastvo pri milijardah pozivov. Upad je redko sam po sebi viden. Model pozabi le nekoliko prej, razmišlja nekoliko manj poglobljeno in svoja ugibanja prikazuje kot ustvarjalnost. Ker se cena še naprej znižuje, ljudje vse skupaj vidijo kot zmago. Najnaprednejši modeli še vedno rastejo, njihovo krčenje v zelo zmogljive sisteme pa predstavlja ogromen tehnološki napredek. Toda ta stanen premik proti manjšim in cenejšim kaže v drugo smer. To namiguje, da številke nikoli niso zares šle skupaj. Čas je edina stvar, ki jo to resnično prinese. Pogodbe, ki stranke držijo kot talce, kopiranje funkcij svojih strank, krčenje modelov, nič od tega ni pravi načrt za rešitev težave, ker problem tiči drugje. Programska oprema naj bi bila popoln posel. Enkrat jo izdelaš, prodaš jo milijonkrat, vsaka dodatna kopija pa te skoraj nič ne stane. Ta obljuba je gradila. 20 let izjemno visokih vrednoten. Vgrajena je v vsako predstavitev, ki je umetno inteligenco imenovala naslednja velika zgodba programske opreme. Silicij je vse to sesul. Zaradi vseh stroškov povezanih z umetno inteligenco je bila marža OpenAI blizu 33%. Zdravo, programsko podjetje posluje z maržo med 70 in 80%. Tako je OpenAI postal obupan. Začel je prodajati oglase znotraj ChatGPT. Pilotni projekt se je začel februarja 2026. V 6 tednih je bil na poti, da bi zaslužil $100 milijonov na leto z več kot 600 sodelujočimi oglaševalci. Sam Altman je leta govoril, da so oglasi zadnja možnost. Zdaj najbolj znano podjetje za umetno inteligenco na svetu oddaja vašo pozornost. Konkurensko podjetje Anthropic se je iz tega norčevalo, a posmeh ne pokrije računa v višini $25 milijard. Analitiki HSBC so ocenili, da bo OpenAI do leta 2030 potreboval $207 milijard svežih sredstev za pokritje stroškov podatkovnih centrov in računalniške moči. Medtem je Sam Altman obljubil $100 milijard prihodkov do leta 2027. Razlika med tema številkama se še naprej povečuje. Isto, kar prihaja in odhaja, se giblje po zelo različnih poteh. Ob koncu leta 2025 je Altman povedal, da je OpenAI zagotovil približno $1,4 bilijona v dogovorih za računalniško moč v 8 letih. Podjetje je tisto leto ustvarilo približno $13 milijard prihodkov. Eden od vlagateljev je v podcastu podvomil o številkah, zaradi česar je Altman ponudil odkup njegovih delnic. Le nekaj mesecev kasneje, v začetku leta 2026, se je načrt ponovno spremenil. OpenAI je vlagateljem povedal, da je pravi cilj bližje $600 milijardam. Tudi obseg ambicij je bilo treba ponovno opredeliti. Ko je načrt znižan za več kot polovico, to ne izgleda več kot strategija, ampak kot omejitev. Potrpljenje se začenja iztekati. Zadnji pogoji financiranja zahtevajo jasno pot do dobičkonosnosti, česar obdobje poceni dostopa ni nikoli potrebovalo dokazovati. Tudi časovni okvir se krajša. Z javno ponudbo delnic na vidiku si OpenAI ne more privoščiti nadaljnjih izgub. Javne vlagatelje zanima dobiček, ne obljube. Nobeno od tega pa ne pada dovolj hitro, da bi rešilo trenutni poslovni model. Nobena količina kode ne odpravi potrebe po upravljanju ogromnih grozdov strojne opreme, ki jih je treba zamenjati veliko prej, preden se sploh povrnejo. Industrija je predvidevala, da bodo programske marže sčasoma presegle stroške infrastrukture, a do zdaj se to še ni zgodilo. To pomeni preprosto omejitev. Ohranite nizke cene in porabljajte denar hitreje, kot se vrača, ali pa zvišajte cene in izgubite uporabnike, ki so sistem sploh naredili dragocen. Obe poti vodita do istega izida. Edina preostala negotovost je, koliko igralcev bo še v igri, ko se to zgodi. Ko se cene ponovno nastavijo, bodo preživela tista podjetja, ki nadzorujejo lastne modele. Že zdaj se pojavlja alternativa. Odprte modele je mogoče prenesti in poganjati na strojni opremi, ki jo nadzorujejo uporabniki. Llama podjetja Meta je prosto dostopna. DeepSeek je pokazal, da je mogoče zmogljive modele izuriti za delček pričakovanih stroškov. Dovolj so dobri, da lahko na njih temelji pravo podjetje. Celotne ekipe jih že poganjajo na svojih strežnikih, brez zunanjih ključev in brez nepričakovanih računov. Ta kompromis je preprost. Stranke prevzamejo težave z upravljanjem programske in strojne opreme, vendar niso več talci. V večjem obsegu je to lahko precej ceneje kot najemanje modelov in infrastrukture. A obstaja še večja prednost. Stranke imajo nadzor. Svoje podatke imajo v lasti. One odločajo, kdaj se model spremeni. Velika izključitev se že začenja. Najmanjša podjetja, zgrajena na tujih modelih, bodo hitro propadla po prvi resni spremembi cen. Srednje velika podjetja bodo hitela iskati orodja in inženirja, ki bi jih morala zaposliti že prej. Na vrhu bodo le največji igralci na koncu sami poganjali resne modele. Za vse to ni več vprašanje prihranka denarja. Gre za preživetje. Zanašanje na enega samega ponudnika za svoj glavni prihodek je ogromno tveganje. Ena odločitev v tuji pisarni vas lahko popolnoma odklopi.
Podjetja, ki se najhitreje premikajo, že gradijo lastne gruče in prilagajajo odprte modele na lastnih podatkih. Najbolj občutljivo delo vračajo nazaj v podjetje. Lastništvo pomeni tudi račun, ki ga lahko predvidite. Najem pomeni številko, ki lahko v kateremkoli mesecu poskoči. Lastništvo pomeni strošek, ki ga lahko načrtujete za več let. Za večino podjetij je to boljše od kakršnega koli popusta. Oblikuje se razkol in v nekaj letih bo to očitno. Na eni strani bodo podjetja, ki so poceni žetone obravnavala kot trajno darilo. Na njih so zgradili celotno stroškovno strukturo. Oni so najemniki in spoznali bodo, da najem nikoli ni bil zares njihov. Na drugi strani so podjetja, ki so poceni leta obravnavala kot časovno okno. Uporabili so jih, da so začeli in ugotovili, kaj deluje. Uspelo jim je videti izhod. Razlika med obema skupinama ni v denarju ali talentu, temveč v času. Ena stran je videla padajoče cene in domnevala, da bo to trajalo. Druga pa je o tem videla le začasen predah. Ali nadzoruješ strojno opremo, na kateri posluje tvoje podjetje, ali pa dovoliš podjetju, ki te mora ožemati, da določi ceno. Čakanje ima svojo ceno. Dalj časa kot stranke ostanejo, težji je končni padec. Najcenejši trenutek za odhod je že minil. Naslednji najcenejši trenutek je prav zdaj. Žetoni niso bili nikoli cenejši zato, ker bi se tehnologija osvobodila. Bili so poceni, ker je nekdo drug plačeval račun. In ta račun je zdaj zapadel.